pozdravljeni v današnjem Nepremičninkotu. Ste se že kdaj vprašali, katera barva pristaja vašemu stanovanju? No, o tem bomo danes pogledali nekaj podatkov. Če ste se že odločili, da boste svojemu domovanju privoščili barvno prenovo, najprej ugotovite, kaj želite z novimi barvami doseči in katere so vam res pisane na kožo. Uredite se dom tako, da se boste v njem počutili sproščene in zadovoljne. Pomembno je, da najdete tiste odtenke, med katerimi se boste počutili domače in sproščeno ter udobno, pri čemer je nadvse pomembna barvna kombinacija. Če pa si stanovanje opremljate popolnoma na novo, je pogosto bolj priporočljivo, da si najprej izberete pohištvo in šele kasneje razmišljate o barvah, ki jih boste dali na steno. Pa poglejmo po prostorih. Hodnik oziroma veža. V tem prostoru je pogosto premalo svetlobe. Zato so tukaj dobrodošle svetlejše barve, kot so rumena, rumeno-bela, bež ali bela. Poigrate se lahko tudi z barvo stropa, a si zapomnite, strop temnejši od sten prostor zniža, svetlejši pa zviša. Dnevna soba. Dnevna soba brez težav prenese tudi močnejše barve, kot sta rdeča in oranžna. Vendar pazimo, da te močnejše barve ne prevladajo, sicer ozračje prostora lahko postane nemirno. Žive barve kombiniramo z mirnejšimi pastelnimi odtenki. Pri izbiri barve stene je treba upoštevati tudi svetlobo v prostoru. Če je soba dovolj osvetljena, bo barva hitreje zbledela, zato je mogoče pametneje izbrati močnejši ton. Kuhinja. Kuhinja je prostor akcije, ki lahko prinese več močnejših barv kot sta rdeča in oranžna. Vendar pa naj te barve v prostoru, kjer vlada ogenj, ne prevladujejo. Pomirite jih z umirjenimi barvami odtenki rumene, ki je usmerjena k ustvarjalnosti in intelektualnemu delu. Kopalnica. Modra barva naj bi zniževala krvni tlak in umirila dihanje ter srčni utrip. Zato je znana kot barva, ki pomirja in sprošča. Strokovnjaki jo zato pogosto priporočajo za uporabo v kopalnicah. Spalnica. Ste že kdaj pomislili, da je razlog za vašo nespečnost v barvi spalnice? Poznavalci menijo, da je za dober spanec najboljša spalnica v modri ali zeleni barvi, kjer naj bi se ljudje zbujali srečni in pozitivni. Lahko si omislite tudi svetlo vijoličaste odtenke, ki vzbujajo romantične občutke, medtem ko lahko temno vijoličasta barva prikliče žalost. Delovni prostor. Rumena spodbuja koncentracijo in delovanje možganov, zato velja za eno od najbolj priljubljenih barv za delovni kotiček. Tudi živahni svetli odtenki zelene se lepo podajo delovnemu prostoru. Vendar le pazite, da odtenkov rumene in zelene ne bo preveč. Kombinirajte jo z belo barvo, ki majhen prostor, kakršen je lahko kabinet oziroma pisarna, lahko optično poveča. Danes sem bila z vami Jožica in vam želim še lep dan naprej.